Ponižnost in ljubezen sta nenadomestljivi lastnosti oseb na oblasti, medtem ko državljani, predvsem katoličani, ne morejo, da se ne bi zanimali za politiko, je dejal papež Frančišek med jutranjo mašo v domu Svete Marte 16. septembra in povabil k molitvi za oblastnike. Papež je pri pridigi izhajal iz evangelija, ki govori o stotniku in njegovi prošnji, naj Jezus ozdravi svojega služabnika, ter iz pisma Timoteju, kjer Pavel vabi k molitvi za oblastnike. Kdor vlada, mora ljubiti svoj narod, kajti vladar, ki ne ljubi, ne more vladati. Kvečjemu lahko izvaja disciplino, postavlja stvari v red, a ne more vladati, je zatrdil Frančišek in spomnil na Davida. Ta je tako ljubil svoje ljudstvo, da je po grehu, povezanim s štetjem prebivalstva, rekel Gospodu, naj kaznuje njega in ne ljudi. Za oblastnika sta torej pomembni dve kreposti: ljubezen do naroda in ponižnost. Ne more se vladati brez ljubezni do naroda in brez ponižnosti, je poudaril papež. Vsak moški, vsaka ženska, ki mora prevzeti neko vodstveno službo, si mora zastaviti dve vprašanji. Ljubim svoje ljudstvo, da bi mu tako bolje služil, sem ponižen in slišim vse ostalo, različna mnenja, da bi tako izbiral najboljšo pot. Če si teh vprašanj ne zastavi, njegovo vodenje ne bo dobro. Oblastnik, moški ali ženska, ki ljubi svoj narod, je ponižen moški oziroma ženska, je dejal papež Frančišek. Po drugi strani sveti Pavel spodbuja k molitvi za oblastnike, da bi vsi lahko živeli mirno življenje. Državljani se po papeževih besedah ne morejo ne zanimati za politiko. Nihče ne more reči, da sam nič ne šteje, da drugi vladajo. Ne, je nadaljeval. Jaz sem odgovoren za njihovo vladanje in moram narediti najbolje, kar lahko, da bi oni dobro vladali, in moram storiti več, da sodelujem v politiki, kolikor lahko. Politika, pravi družbeni nauk cerkve, je ena najvišjih oblik ljubezni, kaj ti pomeni služiti skupnemu dobremu. Ne morem si oprati rok, vsi moramo dati nekaj, je dejal papež Frančišek in še dodal, da obstaja navada, da se o oblastnikih govori samo slabo in se klepeta o stvareh, ki ne gredo prav. Morda je oblastnik res grešnik, kot je bil to David, a jaz moram sodelovati s svojim mnenjem, besedami, tudi grajanjem, kajti vsi moramo sodelovati v skupnem dobrem.